Dobro jutro vsem skupaj. Evo, midva sva nazaj z najnimi ponedeljkovimi live. Kot ponavadi sva z vami tukaj Alja Podgornik in doktorica Neja Zupan, ki se obe že vse časa ukvarjava z naravnim zdravljenjem in odgovarjava tukaj na vaše vprašanja in govoriva o različnih temah, ki so pomembne za to, da si lahko izboljšamo kvaliteto življenja in pa pozdravimo kakšne probleme, ki nas mogoče pestijo in pa predvsem odstranimo res tiste korenine težav, ne? Da se ne govori samo o simptomih, ampak da gremo res globoko in potegnemo ven tiste stvari, ki nam povzročajo težave v življenju. In to je lahko fizična, lahko je čustvena, lahko je energijska, lahko je mentalna, zato mi da govoriva o vseh teh različnih temah. Tako da, kot ponavadi, če imate kakršnokoli vprašanje, glede kjerekoli teme, lahko glede tega, kar bova danes govorila, lahko glede res česarkoli, napišite v komentarje, na Facebooku, na Instagramu, lahko nama tudi pišete na zasebna sporočila in midve vsako vprašanje shraniva, si vse zapisujeva, tako da bova do njih prišla. Tako da pišite, dajte nam vprašanje, ki pa res veva, kako vam lahko najboljš pomagava. Tako da, že prejšnji teden sva midve začele s temo vode, ne, pitjem vode, zakaj je voda pomembna, mičkeno se govorila o tem, da obstaja v našem telesu v 4. agregatnem stanju, ki je različno od teh, ki jih mi ponavadi o njih govorimo, da pomaga prinašati informacije in da pa tudi hidracija in da voda pravilno deluje v telesu, da je to neka precej globlja in bolj obširna tema, kakor pa samo to, a mi pijemo x litrov vode na dan. Tako da danes bova se še malo bolj poglobila v to in predvsem je Neja pripravila v bistvu zelo fajn predstavitev o tem, kako voda prenaša informacije po telesu. Kar je v bistvu res, zakaj mi rabimo pravilno količino strukturirane vode v našem telesu. Pa bo pa videla, kako bo časovno, obdelala bo tudi čustva glede vode, ampak bo videla, če bo danes čas, mogoče, če ne bo pa še tretji del, tako da dobite res pogled v celo sliko. Tako da evo, Neja, jaz bi te kar povabila, da začneš. Hvala, lepo pozdravljeni vsi, ki naju poslušate. Danes nadaljujeva voda. Lejte, voda je osnova življenja. Voda je bistvo, iz katerega mi izhajamo, zaradi česar mi živimo. Voda je življenje. Brez vode mi ne moramo živeti. Seveda, ko sem se pripravljala na tale naš najen live danes, sem razmišljala o tem, ker obstajajo ljudje, ki na svetu, sicer so zelo redki, ne pijejo vode. Ali je torej pri njih tudi voda temelj življenja? Ja, tudi zato, ker skozi dihanje mi dobivamo tudi vodo. Izmenjujemo v bistvu vodo, ker je ozračje vlažno in mi skozi dihanje, primerno dihanje, zadnjič vam je Alja tako zelo nazorno povedala, kako je fino vsake toliko časa vdihniti, izdihniti. In recimo joga ima več takih tehnik prav za dihanje. Imaš recimo vdih 4, pavza 4, izdih 4, pavza 4. Pač štejete do 4, a ne? No, in prav ta pavza vmes omogoča, da se naredi tako kakor en shift, premik noter v strukturi celic, ker voda ni samo kot tekočina, ampak smo rekli zadnjič, strukturirano stanje vode, to je 4. stanje vode, je para, je tekočina, je trdna snov, kot recimo led. Ampak 4. stanje je pa strukturirana voda. To je tako kot malo bolj viskozna tekočina. No, in tam noter se pa zadržujejo različni minerali in pomagajo, sodelujejo pri prenosu informacij.
oziroma pretoku električnih signalov po telesu. Voda v tem 4. agregatnem stanju je tekoči prevodnik. Vi veste, da imamo EEG, EKG, EMG, še ena je, zdaj se ne spomnim, 4 so, ne? Ampak vse merijo električno prevodnost in ta električna prevodnost se zelo poslabša, če v tkivih v telesu ni vode. Ampak ta glavno tkivo, ki je bil šele pred kratkim odkrit, je pa fascija, se reče ovojnice, kako se reče, ali je Jaz fascija. poznam samo angleško, Ja, ja. Fascia, F-A-S-C-I-A. Ja, fascija, se pravi, pa bom jaz zdajle dala en klip, bom dala gor, za tiste, ki ne znate angleško, bom potem majčkeno še razložila, kaj je bilo v tem klipu, ampak rada bi ta klip podelila z vami. Upam, da bom lahko, pripravila sem ga, evo takole. A se vidi? Vse. Alja, vidiš? Ja. Okej, pa kar gremo. Now, a grapefruit is a good example of fascia. Grapefruit je zelo dober primer fascije. Because once we get in here, Poglejte, kako. what is all this stuff? Takole izgleda. Now, when I did my gross anatomy lab, which involves a full dissection, I had the first lab. Oh, look at that, we've got a little bit of Ko je dal zdaj grapefruit narazen, glejte, je še polno enih ovojnic noter. trouble with our grapefruit here. But if you notice, the structure of a grapefruit, starting from the outer skin, is very much lined with some connective tissue. If you were to Se pravi, če dobro pogledate, grapefruit je vse med sabo zelo dobro povezano. think of the grapefruit then, and every cell being contained inside the grapefruit in this way, In tudi vsaka celica, oziroma ne celica, pač ta grozdek v grapefruitu je ločen od drugega oziroma povezan z drugimi celicami preko ovojnic. every container represents a different stage of the fascia of the grapefruit. So these are analogous to epidermis and dermis, and Tako predstavlja grapefruit odlično prispodobo za našo kožo in kako se vse med seboj povezuje. the underlying fascia that would be underneath there, as well as structures like muscles. Now, these images No, zdaj pokazal grapefruit, zdaj je pa naprej, kako pa dejansko živa fascija izgleda. were recorded of the living human fascia. This shape represents the kind of three-dimensional structure. Kot vidite, fascija v bistvu predstavlja, nam daje tridimenzionalno obliko. Fascija v bistvu gradi našo obliko, to, kar mi smo. In tele drobne kapljice, ki so noter, pomenijo samo, kako se voda po vsem tem prenaša. As you can see deeply into the fascia, this is Strolling Under the Skin by Dr. Jean-Claude Guimbarteau. In na takale fascija se nahaja pod kožo in je razpredena po celem telesu. When you see the behavior of the fascia under some pressure, you start to understand how it is moving. In ko gledate fascijo, kako se premika pod
pritiskom, vidite, kakšne strukture dela. Watch as the fascia, tendrils of the fascia move. Fascija se premika, Imagine elasticity, ima surface elastičnost, tension, flow, and movement. ima tok, The shape obliko. of these quadrahedrons are multi-layered. Look at this. In je Amazing. večplastna, res fascinantno. Zdaj sem jaz nazaj, tako da si znate predstavljati, kako pomembna je ta voda in minerali, ki so noter, in ta električna prevodnost. In če nimamo dovolj vode pa seveda dobivamo od pitja, ampak dobivamo vodo tudi z dihanjem. Zato recimo te obrazne maske, ki smo jih nosili, glejte, uničijo dejansko celo fascijo. Tako da če še kakšen more nositi maske, dajte razmisliti glede svojega zdravja, kaj vam je bolj pomemben. In ko mi vdihnemo, dobimo vodo, recimo sploh, če gremo v gozd, meni zelo paše, če grem ob vodo, če se grem sprehajati ob vodo, ker je polna teh negativnih ionov, ki zdravijo. Ko jaz vdihnem to hlape od te vode in skozi pljuča ta voda vstopi v celo moje telo, in ko izdihnem vso tisto vodo, ki je že predelana. Zato ima voda tudi funkcijo razstrupljanja. Majčkeno več bova v drugem delu, jaz mislim, da bo drugi del, zato ker zdaj je že spet precej časa, ker so to kratki live. V tretjem delu bom govorila o čustvih, ker prav čustva se zadržujejo v fasciji, ampak to bom naslednjič, tako da zdaj sem majčkeno bolj te fizikalne lastnosti. Zato otroci, majhni otroci so tako zelo debeli, okrogli so, zato ker imajo ogromno tekočine noter in pri njih teče ta limfa, tekočina, voda, vse povsod teče. In zato so hitro učljivi, zato napredujejo, lahko rastejo, se razvijajo. Ja, potem, ko se pa vse to ustavi, pa voda ne teče noter v telesu, pol imamo pa veliko lahko problemov. Tako da prva stvar je zagotoviti, da voda oziroma voda v 4. agregatnem stanju teče. Kako zdaj to zagotovite? Imate različne načine. Lahko greste teč, čeprav, tek je tako, če pretiravate, boste uničili vse. Mogoče hitra hoja, da se majčkeno zadihate. Jaz običajno predlagam skakanje na trampolinu, zato da se fino vse skupaj pretrese in da, ker fascija upravlja, oziroma ta voda v 4. agregatnem stanju upravlja tudi razstrupljanje pa regeneracijo tkiv. In če nekje stoji, potem bo tam, se bojo celice kopale v lastnih izločkih. Tako da priporočam običajno ta skakanje na trampolinu. To ni, ne vem, da morate ne vem kako skakati, sobni trampolin, pa tam sam rahle poskoke delate, se bo vse premikalo. Sobni trampolini imajo ponavadi še zraven, tako da se lahko primete, da ne boste kam padali, tako da ni treba tlele nobenih kakšnih, ne vem kakšnih poskokov, da so te polomili. Potem pa
spodbujanje toka limfe, to imate na moji spletni strani bisernica.si, imate prav poseben program, ki spodbuja živčne celice okrog limfnih vozlov, da te pošljejo informacije v organe, da se začnejo limfe premikati v organih noter. Naprimer, da bom dala en primerček, če hočete spodbuditi limfo v možganih, potem masirate tukajle med od ramenskega sklopa dol do približno do prsne bradavice. Tukaj. To, kar predvsem močno pritiskate, to so običajno tako zelo boleče točke. Boleče so predvsem zato, ker limfa večinoma stoji. In tudi, če so boleče, jaz vedno priporočam mojim strankam kar naprej delati, zato ker enkrat bodo nehale biti boleče. Jaz sem tega zelo veliko naredila, ko sem šla skozi izkušnjo raka, res zelo veliko, zato ker sploh pri kakršnihkoli težkih boleznih, gensko pogojenih boleznih, družinska obremenjenost z določenimi boleznimi, avtoimune bolezni, takrat je treba res spodbujati limfo in prej ali slej bodo priplavali na površje. Če govorimo čisto na fizičnem nivoju toksini, na psihičnem nivoju pa čustva in določene misli, ki imajo kot klešče zaprt tok. Videli ste v tem klipu, kako je fascija v enem tridimenzionalno, ne vem, kako se reče, ali ti mogoče veš, Hedronsko, nekaj takega. Ja, no, obliko ima, ne. In če je to pod pritiskom, ne more, signali ne morejo teči, elektrika tukaj skozi ne teče. In ker ne teče, se potem vsi okoliški organi začnejo kvariti. Tako da spodbujanje toka limfe. Potem je pa seveda še hrana, ki je primerna. Jaz v programu Pomlajena, prebujena, ponosna nase tudi vsak teden pošljem kakšno hrano. Midve sva že govorili, naprimer o izotoniku, ki pomaga, da limfa teče. Je bil prejšnji teden eno vprašanje, kako spodbuditi vnos mineralov, recimo izotonik z melaso je eden izmed takih načinov, kako dobiti minerale tudi v telo. Ampak to je zdaj spet še ena druga tema, ki jo bomo enkrat obdelali malo bolj natančen, ker ni samo od tega odvisen, koliko vi popijete, ampak tudi koliko je vaše črevo sposobno absorpcije. Mogoče vam imela še celo četrti del, ker meni se ta voda kar odpira. Zdaj sem spet pomislila, pa tega še nisem povedala, pa tega še nisem povedala. Tako da, dajte, gremo naprej z vodo. Voda je življenja. Skratka, voda je življenje. Poslušajte nas, naju pa spodaj napišite komentarje, zdaj pa predajam še Ali. Jaz bi dodala samo še to, jaz sem to že zadnjič omenila, ampak bi še enkrat, za tiste, ki niste poslušali. To, kar so danes govorila, je v bistvu res nekako jedro tega, da se zavedamo, da vse v našem telesu je povezano. Ko govorimo o teh ovojnicah, o fasciji, je treba razumeti, da ta vlakna grejo do jedra vsake celice v našem telesu. Za tisti, ki jih mogoče poznate malo bolj mikrobiologijo, ko govorimo o mikrofilamentih iz aktina, miozina, mikrotubulah, to je to. Se pravi, vsaka celica v vašem telesu je povezana. Zakaj pa to pomembno? To pomeni, da če je blokada kjerkoli v vašem telesu, bo imelo vpliv na vse ostalo.
Da vam dam recimo ta vezivno tkivo, ker fascija je oblika vezivnega tkiva, je ena od teh stvari tudi, kot je rekla ne na začetku, daje obliko celemu našemu telesu. Se pravi, ta fascija lahko postane v bistvu kakor, da se gosta na določenih delih. Celo se lahko pojavijo kakor neke brazgotine, kakor se temu reče, in potegnejo celo tkivo s sabo. Se pravi, recimo, če vi cele dneve sedite za računalnikom, ali pa cele dneve sedite, se bo vezivno tkivo v vaših ritnicah začelo ratovati gosto in se v bistvu kakor zategovati. In pa se lahko zelo dostikrat recimo vezivno tkivo zategne tam in potegne za sabo verige vezivnega tkiva, ki gre čez cel hrbet. In pa lahko vidite človeka, ki recimo ne more sploh stati pravilno, ne? Nima pravilne pozicije telesa, ampak je nekako, kakor da bi ga malo zavrtel, ker na eni točki to gosto vezivno tkivo vleče za sabo filamente drugje. In to vezivno tkivo povezuje vse naše organe z različnimi deli. To je recimo tudi nekako biološko ozadje tega, iz kje meridiani pridejo. Zato, ker ko smo mi še takoj zatem, ko smo bili spočeti, ko se človek razvija, gre iz ene celice, oziroma iz ene celice, iz jajčeca, pa se to gre narazen, in pa zelo hitro te ovojnice nastanejo, in ko začnejo naše roke, noge, se pravi, ne ta trup naš, ampak te bolj rast ven, potegnejo te ovojnice s sabo. Zaradi tega obstaja povezava, recimo, meridian malega črevesja, ki bo šel vse do mezinca, In to v bistvu pridejo tudi potem, če so blokade, ki je tukaj, pa bo to vse za sabo potegnilo in ne bojo informacije tam tekle. Tako da, tukaj so pa pomembne, poleg tega, kar je Neja povedala, svetloba, pravilno izpostavljanje, najboljše, kar lahko naredite, je, da ste čim več od zunaj. Zato, ker dobite pravilno kombinacijo ne samo vidnega spektra, pa kar se tiče vidnega spektra, vse te, če uporabljate LED in različne luči, ki so noter v stanovanjih, imajo ponavadi veliko premočen spekter modre svetlobe. Ne samo naši računalniki, tudi to, ampak tudi te klasične žarnice. Če pogledate spekter, bo na začetku tam v modrem spektru ful velika taka špička, pa bo šlo pa dol. In ta modra svetloba, prevelika izpostavljenost temu, povzroči v bistvu napačno napetost v strukturirani vodi. Se pravi, strukturirana voda ima molekularno obliko H3O2, ne H2O, in zaradi posebne postavitve elektronov okoli tega in premočna izpostavitev modre svetlobe zdela to. To, kot je Neja rekla, če greste ven, če ste ob vodi, dobite te različne negativne ione, ki uravnavajo to. Ampak recimo, čim več biti zunaj, dobiti se tudi da žarnice, ki imajo drugačen spekter in jih zamenjati. Pa tudi si že slišali, recimo, da se dobi te, reče se jim blue blockers, različna vrsta očal, ki imajo v bistvu, ki blokirajo modro svetlobo. Ampak, če ne morete tega, najbolj pomembne stvari, zjutraj, ko se zbudite, v prvih 2 urah od takrat, ko je sonce ušlo, vsaj za 10 minut ven in biti izpostavljeni naravni svetlobi, zato da dobite idealen spekter svetlobe, da vam zažene in uravna ta circadian ritem, dnevni ritem, ki regulira vse hormone in uravnava tudi strukturirana voda. Infrardeča svetloba, savne in pa izpostavitev v hladni vodi tudi pomagajo strukturirati stvari. Kar se pa gibanja tiče, pa zato, da se pravilno uravnava tudi to vezivna tkiva, pa ne samo fascijo, ampak tudi ligamente v sklepih in vse ostalo, jaz sem zelo pristaš tega, da se različne vrste gibanja uporablja. Fajn je imeti nekaj, kot je Neja rekla, kot je neka vrsta kardija, ampak da vam vse požene, ne samo tek, ker tek je lahko zelo, tek je lahko tudi zelo velik, močen impakt ima na sklepe. Tako da ni za vsak. Agresiven je lahko zelo. Agresiven je lahko zelo. Tako da skakanje, jaz ful rada tudi vedno rečem neke vrste delanje z utežmi. Pa ni nujno, da je delanje z utežmi, ampak nekaj, kar telo naredi močnejše, zato ker to ima tudi vsake mišice res močno aktivira, vlakna aktivira in aktivira tudi to vezivno tkivo znotraj mišic. Plus, da ima zelo veliko drugih dobrih strani na živčen sistem in seveda pomaga večati količino mišic,
tako dejanske mase, kar pol pomaga pri absorpciji sladkorjev pravilni in vse ostalo uravnava, ampak tudi zelo pomembno za vezivno tkivo. Jaz recimo zelo rada plezam, kar mi vse te stvari daje. Tretja vrsta gibanja, ki jo pa imate, se pa da delati posebno vrsto raztegovanja, ki prav razteguje fascijo. In to je zelo drugače kot vaše klasično raztegovanje, ker recimo pri klasičnem raztegovanju recimo greste v neko pozo in držite to pozo dlje časa. Fascija, raztegovanje dela čist na drugačen način, da vi nek del ta teles, neko mišico skrajšate v bistvu, da greste v to pozicijo, ki skrajša mišico in pol se premaknete v gib raztegovanja. In to točno fascijo razteguje. Mi da lahko komentar to dava, jaz imam dobi se par, lahko pogledate na YouTubeu, tudi sem pač zastojn video, drugače pa jaz uporabljam 2 videa iz spletne strani Daily Om, DAILYOM, in dobite, mislim, da je program za 35 € tudi, ki je pa prav posebej za to, da se razteguje to vezivno tkivo. In jaz osebno vam lahko povem, da jaz sem precej časa prej jogo delala in klasičen način raztegovanja in to raztegovanje fascije je šist na nek drug level, pripeljal moje telo, odprtost, kaj v bistvu je možno zdaj v mojem telesu, sploh če sem recimo z računalnikom precej, če imam hrbet trd, ta klasična joga meni teh stvari ne odpre, dela to vrsto raztegovanja, prav to vezivno tkivo, v bistvu kaj naredi, da odpre te goste dele, zmanjša gostoto, razreči to brazgotinasto tkivo in vam lahko popolnoma spremeni, kako vaše telo deluje. Sploh, če prihaja do kakih kroničnih bolečin v hrbtu, pa do tega zategovanja, je fascija tisto, kar hočete vi res pogledati, prej, kot neko to klasično raztegovanje. Ker, kot sem prej rekla, če vam zategne en del telesa, lahko je to ritnica, vas lahko rame zaradi tega bolijo, vas lahko spodnji del hrbta zaradi tega boli. Če imate vi zategneno zelo gosto fascijo v zgornjem delu nog, vam to hrbet potegne čisto drugače. Tako da je treba tle vse te stvari začeti spet se premikati, je pa treba tako, različne vrste premikanja so najboljš, imeti neke stvari, ki malo zašvicate zaradi razstrupljanja, če nimate tega vsaj kakšne savne, kaj tazga, nekaj tudi, da močnejše telo naredite, da močnejše sklepe naredite. Zato jaz rada delam z utežmi, kot sem rekla, pa te vrste raztegovanja nič ni narobe z jogo, ampak je fajn imeti tudi to drugo varianto, da ni samo klasično raztegovanje, ampak da vam tudi dejansko vezivno tkivo fajn predela. In pa, kot sem rekla, izpostavljanje dnevni svetlobi, vsaj 10 minut prve 2 ure zatem, ko je sonce vstalo, pa čez dan si vzeti kak premor pa iti ven, idealno, če greste lahko v gozd ali pa nekam v naravo, so tudi to, kar sem govorila, ioni in se spreminja dejanska napetost vašega telesa. Tako da, to bi še jaz dodala. Ja, super, vidiš, da si me spomnila, ko si tole govorila. E-Vitalis vaje so narejene točno na ta način. Mi gremo od manj zakrčene mišice proti bolj zakrčeni mišici. In včasih toliko preproste vaje, kot jih naredimo, človek zašvica ali pa se pojavi bolečina. In jaz zmeraj rečem, tam, kjer se pojavi bolečina, tam siguren voda stoji. Tam energije stojijo. Takrat je treba delati prav na tistem meridianu. To pa učim recimo v Postani mojster zdravja. Pa še tole glede savne si mi rekla, zdaj bo možnost spet na novo savne kupiti pri meni. Tako da, če bi kdo želel imeti savno, prenosno savno, zdaj je čas, bom imela akcijsko ceno. Tako da, dobrodošli in smo na zvezi spet prihodnji teden. Postavljajte vprašanja, delite naprej najne live. Če mislite seveda, da je to koristen, da bi širša množica to vedela. Tako da lepo se imejte in krasen začetek tedna. Čau. Ja, čau.